Prvi zabeleženi prebivalci Gotenice naj bi prišli pred pol tisočletja. Grofija Ortenburg začela poseljevati to pragost. Takrat so se že na začetku ustavili tudi na področju Gotenice, kjer je bila predvideno naselje Gotenice, Gojtenic, kot pravimo kočevarji. Med vojno so se kočevarji odselili, leta 1950 pa Gotenica postane zaprto območje. Razlog elitni jedrski bunker. Nahajamo se pred vhodom v podzemne rove, kjer se nahaja 9 traktov, v katerih bi lahko bivalo 100 ljudi, se pravi ožje republiško vodstvo in njihova prva oskrba. Zaradi informbiroja nekako naj bi se začelo to graditi, da bi se uprli proti agresorju in tu naj bi se naselila slovenska vlada. Inženirji, ki so projektirali ta objekt, bili pred izzivom. Pač do takrat se takšni objekti še niso gradili. Tito je enkrat obiskal objekt, sicer pa je bil skrivnost in vir ljudskih legend. Zunaj se je to govorilo, joj, če tam prestopiš to mejo, se več nikoli ne vrneš, čeprav to ni res. Da je bodeča žica, pa da je minsko polje, pa da je električno, od tega vsega ni bilo. Gotenica je prvo pomembno vlogo odigrala kot hranilnica teritorialnega orožja. Večji del orožja je bil stacioniran v teh objektih. Pred agresijo na Slovenijo so pa pripeljali iz Brnika par dni prej te helikopterje slovenske milice. Ob osamosvojitvi je bila zatočišče narodne kulturne dediščine. Praktično so Beograjčani rekli, če bo konfederacija, odpeljite še te filme sabo v Slovenijo. V našem slovenskem prostoru so se pojavile potrebe po hranjenju filmskega arhiva, ki je bil pripeljan v 90-ih letih iz Beograda. Bunker, nekdaj namenjen zaščiti narodnih voditeljev, je postal arhiv. Če se bo država odločila, recimo, da bomo obnovili vse 3 kekce, pa vemo, kje so negativi. V Gotenici, zakladnici kulturnih spominov celotnega naroda.